Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Filip je od malega povezan z aktivnostmi v naravi in v gorah. Že pri 14 letih se je udeležil tečaja alpinistične šole na alpinističnem odseku Nova Gorica. Leta 2019 se je udeležil ledno plezalnega tečaja, z orodji je poskusil še v skali, potem pa se mu je odprl nov svet plezanja. Popolnoma se je zaljubil v šport orodnega plezanja s tujko dry toolinga. Morda najmlajši plezalni disciplini se je popolnoma posvetil in predal. Postal je vodilni dry toolaž v Sloveniji, ki je preplezal številne težke smeri v skali. Pod streho ima smeri z oceno D14 in D15, maja letos pa je opravil drugo ponovitev smeri Parallel World z oceno D16, ki velja trenutno za eno izmed najtežjih smeri v tej športni disciplini. Filip je sicer opravil tudi kar nekaj težkih ponovitev kombiniranih ledno-skalnih smeri. Z nami v steni tokrat strastni plezalec in plezalna mašina, vedno Prešerno nasmejan, Filip Princi. Četrtega oktobra je event v Franciji, kar se tiče dry toolinga, z kampom France. In tako da gremo v Francijo in potem še v Katalonijo, v Barcelono tulat, ker so mamene prijatelje, ki sem tako spoznal in sem povabil v Katalonijo. Tako da, čeprav se tle ne išče težavnosti smeri, ima se prav išče pač tulanje sam na sebi. Ne. Daj mi malo več povej o tem, to v Franciji. Kaj je to? V Franciji v bistvu bo event, so ga že lani naredili, tako prijateljsko tekmovanje, da moraš. In bo v Hell Cave, to luknjo mislim, da je opremo Piro. To tam nekje pri Grenoblu? Asius, zdaj ti ne bi, verjetno sem zrešil na glas, in je zelo, zelo podobno plezališču v Trenti. Je v bistvu samo v Franciji. Ista scena, malo bolj neprijetno, ker na začetku tako malo bolj nizko, se pravi, moraš malo bolj mirkat, ima drugače izredno lepo plezališče in naredi ta s podporo Camp France z Francije, organizirajo to prijateljsko dirko in bo itak tam vsi, bom rekel, ta Gaetan Raimond, ki še nikoli ga nisem spoznal in ga bi rad spoznal, ker je tudi on v zgodovini dry toolinga. Lani je bil tudi Jeff, mislim, ali nisem prepričan, ima v glavnem Kanačan. Ja, tako da sigurno bo prijetno. Je pa res, da te čaka, mislim, v dry toolingu je lih ta, bom rekel, težava, da do katerikoli plezališča jih ni veliko in se moraš še kar voziti, ne. Ja. Tako da recimo najbližje meni plezališče je časovno recimo v Trenti, malo oddaljeno so potem Dolomiti, ampak je še vedno kar poti. Če hočeš Lago di Seo je še bolj daleč. No, pa tudi, se že bliži so tudi. Zdaj, morava povedati, da govoriva o plezališčih za dry tooling, ampak ne katerikolih, ampak tam, kjer so težje smeri. Ja, to imaš prav, Mihaj. Recimo, kjer lahko narediš malo bolj konkreten trening, ne? V tem smislu, ja. To je tudi res, ja. To je res, ja. To bova še zelo obdelala, zdaj, kaj pomeni težje, ne. Ampak par dni nazaj, ker sem te prosil, da bi mi poslal, kaj vse si splezal in si mi poslal cel mail, ne. Tako, seznam je osupljiv, ne, po težavnosti. Si pa tudi napisal nek tak opis o sebi, in si, ko prvi stavek mi je bil res top, ne, in si napisal, imenujem se Filip in na kratko bi vam rad predstavil sebe in šport, ki mi pomeni vse. Dry tooling.
Ja, dejansko do dry-toolinga sem prišel dokaj tako nenamerno, nepričakovano v smislu. Celo življenje se ubadam športom, seveda ne. Glede na mojo višino se ne bi reklo, ampak sem se v mladih letih ubadal tudi s košarko. S košarko. Ja. Center nisi bil. Ja, ne, sem bil kakšen playmaker, tako. Sem kradel bolj žoge. In ma nasploh tudi atletiko, skakal sem s palco. In potem je prišlo do, v bistvu, me je vedno privlačevalo, itak v hribe sem odhajal starši, ampak to sam na normalne trekkinge, ne. In seveda, ko si majhen, vstati zgodaj in to, mi ni lih najbolj pašlo, ne. Ampak recimo, zdaj recimo, ker sem malo starejši, se to zahvalim staršem, ne. Starši niso bili nikoli alpinisti, radi pa odhajajo v naravo, tako da ljubezen do narave so mi že oni posredovali. Ljubezen tudi do, bom rekel, preprostega kmečkega življenja že dedek, ki je imel doma zadnji hlev v vasi še, ne, tako da recimo moje otroštvo je bilo kar tako zelo lepo, kar se je danes tako izgubilo. In potem v bistvu me je mama, vpisala v to alpinistično šolo, oziroma sam sem njo vprašal, ampak glede na to, da nisem bil še polnoleten, je ona morala podpisati to dovoljenje, ali pa kako se to reče? Ja, seveda. 14 let bil star, ne? Ja. In to, kar mi je bilo najbolj všeč, Miha, da sem jaz to šolo opravil takrat. In potem sem jo ponovil še enkrat, kaj je bilo to zdaj, 5 let nazaj verjetno. In to, kar mi je bilo najbolj všeč, da sem po tolikih letih na društvu srečal določene osebe, ki so bile že takrat. In to je bil Pavel Ferjančič, Rok, Roka Stublja ni bilo več, takrat je bil še Rok Stublj, ker se je pol preselil sem v Ljubljano, in jaz sem že takrat Roka občudoval, ker je bil že takrat na bitku, in takrat je hodil, se mi zdi, na neke odprave. Pa sem nekaj poškodoval, se mi zdi, in tam sem res videl, da je enim ljudem ta ljubezen do hribov, do plezanja, v bistvu, ko jo imaš enkrat, jo ne boš nikoli zanemaril. In to mi je bilo res všeč, ta predanost tudi Pavlota, na primer, ne, ki kljub temu, da recimo mu kakšne fizične težave ne omogočajo, da bi plezel tako, kot bi hotel, mu ta strast vse to premaga in še vedno vztraja. In to je neverjetno veselje. In recimo po tej alpinistični šoli sem delal v tej boulder, res mali sobi, ker sem spoznal tudi nove plezalce. Na neki steni, ne? Ja, boulderci. Ja, to je bila recimo od kulturnega doma, recimo, ker sem jaz doma. In tako da sem si pač poplačal nekaj benzina za moped in to sem pač tam delal, ne. Obenem je bila ob boulder telovadnici tudi nek mali fitness za odbojkar, za te igralce odbojke ali košarke, in sem tako občasno malo plezel, pa malo po fitnessaru, da sem ojačil si telo in to. Glede na to, da recimo ponovim, ko si toliko star, če te kdo ne pelje plezati, težko boš ti odhajal v kakšno plezališče in to, sem se malo odmaknil potem od tega plezanja, dokler mine leta 2019 prijatelj Miha Lovrenčič, s katerim sva veliko kolesarila skupaj, in tudi imela res take prijetne aventure. On je eden od tistih, ki mu ni bil problem, da si se zjutraj dobil in si ga vprašal: "A Miha, gremo na kakšno malo bolj dolgo furo s kolom?" Ja, dej, sej. In to so padle 200 kilometrov. Tako da je bil vedno tak za avanturo. Z njim sva šla tudi, ne spomnim se točno leta, ampak
Štartala smo ob polnoči iz Gradiške v Italiji. Prišla sva ob neki 4:05 zjutraj v Trento s kolesom. Tam naj jo je čakal oče njegov, sva šla na Triglav, gor in dol in nazaj s kolesom domov. Pač je bil tak prijatelj za avanturo. In mi reče, Filipa, bi šel ti se upisati na ta tečaj za ledno plezanje? Rekel, ja, gremo. Vodil ga je gorski vodnik Marko Kulot iz Gorice, s katerim sem tudi danes še v dobrih stikih. In tam jaz sem spoznal cepine in mene je bilo nekaj res neverjetnega. Morava povedati, da si iz okolice Gorice, Nove Gorice, Šempetra. Rojen sem v Šempetru in živim v bistvu v Kromberku, se pravi Novi Gorici. Čeprav pa delam v Italiji, pač tam okolica. Ja, super. Tako da to je... Skratka, v roke si dobil cepine. Ja. In mislim, da je bilo to na začetku tako, so bili cepini čisto za led, se pravi ravni. Se spomniš, kje so še bili to? Ja, Kasin X-Alp. In tako sem malo začel viseti na teh cepinih. Takrat je bila še v Vipavi fitness, ki ima fitness Miha Golob, je bila na vrhnjem štuku nek oder in tam je imel Benjo, prijatelj Benjo je imel plezalno steno. Ja. In tam sem prvekrat ovil lamo cepinov, da sem mal probil to in meni se je zelo že wow, mi je bilo izredno všeč. In lih Benjota sem potem prosil, ker kako se je to potem razvilo. Jaz sem v razmahu 15 let enkrat vprašal nekega frenda, če ta plezalna stena še obstaja v kulturnem domu. Rekel, nič, to ni se ne obada nobeden več. In jaz sem tako pač rekel, a bi to mi prodali mene, to steno. Rekel, malo se meni, za simbolično ceno. Jaz sem se tam že malo prestrašil, ker simbolična cena zna biti tudi, je zelo subjektivno to, ne? Ja. In potem so mi res rekli za zelo poceni, v bistvu podarjeno. Jaz sem to vse sam zmontiral in odnesel domov. Jaz sem se dobil v hiši, v spalni sobi, ker sem imel polno sobo blazin. In to se je tako šlo potem, da je Benjo to steno odnesel v Kobarid, ki še dan danes uči mlade zaplezati in sem izredno vesel, da je ta stena lahko prišla v pomoč in tudi za treninge ostalim tem mulcem, ki ima šolo zdaj. Jaz sem pa v zameno vprašal, če mi lahko doma sestavi steno, ker bom lahko treniral v eni sobi. In dejansko prehod je bil precej počasen, nisem kar dobil steno in začel plezati. Po moje prve 3 leta sploh nisem uporabljal. Sem sam neke zgibe delal, veliko let pol sem tudi treniral ta calisthenics, kar mislim, da mi je neizogibno ogromno pripomoril. Kaj to zares pomeni? Pač vaje na prosto telo. Se pravi, zdaj ti povem, ta front level, zgibi z eno roko, stoje in vse te vaje, ki dejansko izhajajo iz orodne telovadbe. Neka taka stvar. In najprej sem začel s tem in potem sem vse plezalne grife odstranil proč, ker sem rekel, jaz nažalost mi ni všeč, sem se čutil malo napačnega, da vsi to plezijo na roke in mene to ni všeč. Jaz sem imel te grife, jaz rekel, ne, to ni zame, dam vse grife iz plezalne sobe dol in s pomočjo potem Pavla Farjančiča mi je on zavaril ene železne grife, da bi čim manj s cepinjo kvaril v bistvu steno in sem začel v bistvu trenirati izključno z cepini. Ampak, če se zdaj vrnemo na tiste tvoje, ne, rekel si, šel si na tečaj lednega plezanja, dobil roke cepine, te potegnil si začel trenirati. Daj mi mačkano opiši to obdobje. Še preden si
postal močen in začel plezati res težke V smeri? bistvu to je bilo, kot sem rekel, zelo postopoma. Prvo leto, se pravi, prvič, ko spoznaš nasploh cepine in ko spoznaš led, je ta feeling tako čuden. Ponovim, jaz sem začel to dokaj kasno, sem bil star 2019, sem imel, se pravi, 90, 20, Miha, pomagaj mi, leta 90. Si bil rojen? 90 sem rojen, se pravi, pozno sem začel plezati za cepini in nimam izkušenj, da bi kar pač iz tečaja šel na ne vem, sam na slape, tako da tudi prvo leto sem vedno s tem Markom Kulotom sva pod plačilom šla na tudi prvi daljši slap in vse to mi je pripomoglo, da sem se mal navadil na vse te stvari in pridobival izkušnje in tam v bistvu sem potem tudi po končani zimi začel mal tipati, tako spoznavati ljudi. Naprimer, spoznal sem Leleta Bagnoli. Lele Bagnoli je tudi izreden drejtulaš, sicer zdaj ne vem, še toliko aktiven. In oseba pa, ki je v bistvu mi najbolj pripomogla in s katero sem najbolj zrasel, je to prav, ki smo še dan danes prijatelji Tine Cuder. Leta 2020 sva šla vedno s tem prijateljem Mihcem v Trento in pogledati to luknjo in lih tam sem prvi srečal Tineta. In še dan danes mu včasih povem, da jaz sem bil tako ponosen, da sem spoznal Tineta, ker sem mu veliko časa sledil po teh Sočalih, kako on pleza z Romanotom in mene je bilo to neverjetno, da jaz v bistvu plezam z njim. Ne? Mi je bilo res v ponos, ker ponovim, jaz sem, če lahko rečem, meščan, pač nisem odraščal v alpinizmu. In s Tinetom potem nekako je bilo res nek prelom. Dobil sem prijatelja, s katerim sem lahko redno treniral. Od njega sem se ogromno naučil, tudi kar se tiče lednega plezanja. Z občutkom te je znal pripeljati počasi izven tega komfort zona tudi na miksih. Premišljeno, vedno presodi, če se da, če se ne da, tako da mu rekel, res glede tega sem mu zelo hvaležen, ker sva si dajala in si dajala motivacijo za treninge. Se dobiš potem, sicer jaz, ko sem začel, sem bil za nič, Tine je bil že res na visokem nivoju, ampak mi je bilo to za motivacijo. Leto kasneje, 2021, tik pred covidom, je tudi ta Italijan prišel do mene, Lele, in mene je bilo tako sram, ker on je takrat še plezal v Roti Katerini, ni bila še zaprta. In je preplezal to smer zgodovinskega oziroma začetnika drejtulinga pri nas, Bubuta. In meni je bilo tako sram, da jaz v 5 dneh, ko je bil on pri mene, jaz nisem enkrat cepine vzel v roke. In takoj, ko je on šel domov, jaz sem si dal nek drog na vrt, nek tram, in jaz takrat sem začel trenirati na polno. Jaz sem rekel, jaz bom tako. Pač res močen. In skrivnost, mislim, da vsem je najprej je treba strast in potem ni nobenih bližnjic, Miha. Je treba samo garati. Ni nobenih bližnjic, pač seveda mora biti strast, mora biti neko veselje. Ker če ti treniraš s tem, da moraš nekaj narediti, ja, to bo lahko trajalo 1-2 leta in pol bo vse šlo mimo. Če imaš pa veselje, je to vse samo v dolino. So tudi težki trenutki, brez skrbi, ker uskladiti službo, treninge in vsakdanje življenje včasih priješ kar zmatran, ampak pol, ko priješ do rezultata, nima cene, vsaj v mojem primeru. Ja.
Lepo. In jaz te poznam in vem, koliko si predan plezanju, pa nasploh tudi treniranju, ker pravzaprav ne poznam toliko našutenega plezalca. Ampak, ko si omenil Tineta, se mi zdi tako, da sta bila res sta dobra, ne bila, sta dobra kombinacija, ker on ima pač dolgo alpinistično zgodovino. Je zelo klasičen alpinist, ki je potem šel tudi v ta bolj športni del. Ti pa si sicer alpinistično šolo naredil, ampak ta klasični alpinizem te ni odnesel zares, ne? Da bi hodil pač plezati, ne vem, klasike po ulici. Verjetno jaz imam, včasih je to napaka ali včasih je to neka dobra lastnost. Vsake stvari, ki sem se jaz lotil, sem to delal. Sem recimo kolesaril in sem tekmoval v kolesarjenju. Jaz imenujem to moje črno obdobje, ker mi ni všeč. Pa sem tudi tekmoval nekaj let v fitnessu, in to je bilo lih med končano boulder sceno delovno, sem prišel v en fitness in dan potem smo še danes s tem, ki ima ta fitness prijatelj v dobrih odnosih, rekel, ti boš šel na tekmovanje, boš probal, ki imaš dobro strukturo, probamo, pač mene to ni nikoli pritegovalo. Mi je bilo pa všeč trening, ne? In tako da sem v bistvu sem se vedno predal v to, kar sem delal. In mi ni raje se bom porabil za napačen izraz, specializiram v eni stvari, kar mi je všeč, kakor da recimo delam milijon stvari. Ker mislim, da tudi zaradi tega, recimo, ker imam dokaj veliko vzdržljivosti in moči, lahko potem sledim Tinetu v nekaterih miksih, ker glede izkušenj nimam zaburek do njega. To je jasno, ko beli dan. Imam pa recimo toliko moči, da me lahko to tudi v določenih situacijah pomiri, ker vem, da pač se umirim in počasi. In se pride, sam brez sile. Tako da... Te malo kasneje navije, koga drugega. Ja, sam tako se počiva, tako v smislu se otrese malo roke, se premisli, sej nisi truden in se gre naprej, Škaj, preden nadaljujeva s tem, je mogoče trenutek, da sploh razloživa, v katerem športu se pogovarjava za tisti, ki mogoče plezanja z orodnega plezanja, dry toolinga, tulanja in tako naprej, kakor ga še imenujemo, ne poznajo toliko. Kaj pravzaprav, katera je pravzaprav ta športna disciplina, plezalna, ki jo imaš tako rad? V bistvu dry tooling je, ko si ti, Miha, rekel, izhaja iz lednega plezanja oziroma iz plezanja tudi teh miksov, to je kombinirano plezanje na skali in na ledu. In zdaj cele zgodovine, mislim, ne bom zdaj omenil, ampak nastale nekje v letih 90 in na to se je počasi z leti razvilo v samo svojo panogo, ki je še dan danes za moje pojme precej tako neopredeljena oziroma je zelo razvejana. In sicer dan danes se je dry tooling razvil v ledno plezanje, tekmovanje s cepini, potem imamo dry tooling na skali, recimo to, kar jaz delam, in čeprav se v obeh panogah uporablja cepine, je vsaka, bom rekel, panoga precej zase. Se je treba precej, bom rekel, ali se trenira za eno panogo ali za drugo. Ker recimo tle v Sloveniji je trenutno najboljši, mislim, kar se moških tiče, Gregor, ne? In Gregor trenira na malo različen način, kot jaz treniram, na hitrosti, na uvajanju. Gregor Šegelj, ja. Ja, Gregor Šegelj, ja. On je izreden v tem, je bomba, hiter je. On zajeme 10 oprinkov, jaz sem šele pri drugem. Tako da
Ja, pač to je razlika v tekmovalnem delu, ker tam je tudi so časovne omejitve. Časovne omejitve je precej recimo isti šport, ampak drugačen. Toliko, kot je enak, je tudi različen. In v bistvu dry tooling je, ko sem rekel, se je razvil iz lednega plezanja, v bistvu tudi po neki potrebi, po vedno zahtevnejših poteh, da se je moralo pač iti prek teh skal do teh ledenih sveč, in potem z leti se je razvil prav v svojo, bom rekel, v svojo panogo. Začetnik pri nas je bil ta Bobo Bole, ki je Tržačan. On je dejansko, zdaj se več s tem ne ubada, izreden alpinist. In je bil res alpinist 360, se pravi, bodi si z cepini, ledno plezanje, kakor tudi tradicionalen alpinizem, pač plezanje na roke, bom rekel, ne. In od takrat, recimo, potem se je naprimer v Franciji malo bolj razvil, kakor primerjavi v Italiji. Mislim, da je celo v Sloveniji bolj razvit, kakor recimo, oziroma tam danes ga več oseb verjetno se obada z toolingom tle v Sloveniji, saj vidim, pri nas je, ko so dirke, postavite steno, in bolj aktiven, kakor v Italiji. V Italiji so plezališča, ja, ampak da bi bilo to tekmovanje na lednem plezanju, da bi postavili steno, kakor se tle v Gorici, ne. Ja, mogoče moramo povedati še to, da to, kar ti počneš, se dogaja v plezališčih. Za plezanje s cepini, torej za dry tooling. Mnogi alpinisti, mnogi alpinistke pač to uporabljajo kot neko dodatno panogo, mnogokrat za trenirati, za pač pripravo za ledno plezanje, pa potem za klasične zimske ponovitve, plezanje pač po zimi. Zdaj, plezališča za dry tooling so opremljena tako kot klasična športno plezalna plezališča, in ti si se prav najdel v tem plezanju, ne? Ti si, če malo se pohecava, kot nek friko s cepini, ne? Sem ravno kar to uporabiti. Jaz sem v bistvu friko s cepini. Bom rekel po domače, tako povedano. Nič več, nič manj. Nima se za alpinista, ne? Tako da, ker to bi se ti dal mačken celo spodbijati, ne? Ker sem si tudi kakšno zimsko ponovitev naredil. Plezaš tudi resne mikse, ne? Ki je to drugo poglavje, in pa to bi jaz pustil malo kasneje. Zdaj bi se vrnil to v plezališča za dry tooling, ker če sva zdaj že o tem govorila, poveva še to, da si pač te smeri imajo tudi neko svojo lestvico ocen. Tako kot klasična plezališča, tudi ta, da še to mi razloži. Ja, v bistvu gre za težavnostno lestvico, kakor je tudi pri plezanju, in se začne nekje od ene trojke, bom rekel, do trenutno zdaj do 16. In težavnost smeri v bistvu narašča v trenutku, ko recimo se tudi sam naklon smeri veča, dolžina gibov veča, število gibov, seveda, kar je sorazmerno povezano z dolžino smeri. In v primerjavi z tradicionalnim plezanjem je prav ta razlika, da se pri višanju lestvice na tradicionalnem plezanju imaš manjše grife, slabe noge. Pri dry toolingu je v bistvu oprimek vedno isti. Zato se normalno težava je v tem, da so gibi čim daljši, drugači mora zarotirati cepine in v dolžini strehe, ne. Se pravi, streha, to pomeni, da je dobesedno streha, ne. Ja, zdaj spet govorijo o teh najtežjih smerih. Kot v, recimo, sem rekel, to se vedno sorazmerno veča, ne. Na lažjih smereh boš imel, recimo, eden grif do drugega bojo blizu, ne.
kjer boš lahko dobiš tudi dober občutek za cepini, se malo privadiš na dereze. Bolj, ko se ta težavnost veča, bolj so te standardi oddaljeni, daljši grifi, slabe noge, tudi pri tulanju in to. Ne? Ja, no, ne smeš pa tudi pozabiti omeniti, da so lahko tudi huki, ne? Torej Ja. grif, ali kako čva reči, kamor se cepin zatakne, so lahko tudi slabi. Ne? Če je to naravno plezališče, kar naprimer v Trenti, bom rekel, je prav ta značilnost, da so grifi, bom rekel, 3/4 je naravnih, so seveda lahko poglobljeni, ne, da ti grif potem lahko se ne polomi in potem pokvariš v bistvu cel projekt. Tudi v tem je težavnost. Ne. Ja, ker tudi Živil je v naših epizodah razlagal na to temo, njegova plezališča so lahko zelo delikatna. Ne? So zelo lepa. Ti sam dobro veš. So zelo lepa. Zelo lepa. Smeri težavnosti D, še to povejva, ta D pred številko V bistvu, pomeni. se označi to težavnost smeri, se označi z D, draj, ne? Ja, 3, 4, 5, 6 Tako. in tako naprej. In tam, kjer ima Vili plezališče, Ja. so zelo lepa plezališča. Mislim, da je delikatna. odličen trening za mikse. Ja. Odličen trening za mikse. Pa za zimski alpinizem, ker po oceni ni tako težavno, kot je pa sicer sploh, če hočeš na pogled plezati ali pa celo flashati. Ne. Delikatno, ker so huki slabi Točno to. in ti jih ne zaupaš. Tako, ne. Sej, In je veliko boljša simulacija to plezanje Absolutno. v potem alpskih absolutno, zimskih smerih. absolutno. Ne. Ko so prišla iz zimske dvoreč sezone s Tinetom, potem so pa šla v plezališče in se pogledava, ti, Filip, a so tle huki vsi v redu? Veš, kaj si navajen na une Ja. minimalce in se strese. Ne? Tako da, ja, ko sem že prej rekel, šport je isti, ampak je razvejan. Ja. Ne. Miksi so še svet sam zase. Ja. Ja, uporabljaš cepine, ja, uporabljaš dereze, ma je, če hočemo reči, mentalno je popolnoma druga stvar, druga scena. Ja, čas se spomnim, ko sem jaz začenjal plezati, so kakšni alpinisti mogoče malo lahkomiselno rekli, da je ledno plezanje frikanje s cepini. Ne? Ja. Pa so potem čez čas se malo jezik ugrizel, ker sen ledno plezanje je čisto povsem resen alpinizem. Ne? Zdaj to, dry tooling, orodno plezanje, plezanje z orodji, kakorkoli, ne, to pa je frikanje s cepini, ne, ker je varno, v smislu varno, da je navrtano. Seveda se lahko kakšna poškodba tudi zgodi. Ne. Ja, Ampak se mi zdi, da je tudi malo mit to, da vsaka s cepini pleza, da se stokrat cepiš s cepinom v glavo in z derezo nekam. Miha, jaz ti bom povedal, da se mi ni še zgodilo, da mi bi cepin butnil v glavo. Razbil sem si zob in še to ne s cepinom. Tako da je bolj mit, ja, to verjetno. Pač malo je že treba biti pazljiv, ni pa zdaj. Ja, brez skrbi. Kar je, in klej bi spet Vilija omenil, v plezališčih za dry tooling je zlasti pri prvem, drugem, tretjem upenjanju včasih lahko problem postavitev varovalca. Ne? Ker če pa ti smokneš komu, ko plezaš, ti smo kavaruje z derezami, ne, pa tam se pa lahko zgodi. To ja. Tako da doskrat je v teh plezališčih tudi kakšen sveder, da se plezalc, torej varovalc ne, da ni v upadnici tistega pleza. Ne. To je mogoče še najbolj nevarno. Ja, se tudi recimo, glede na to, da se uporablja dereze, moraš biti recimo malo bolj pazljiv tudi z štrikom. Ne. Ja. Kot pri lednem plezanju, to v bistvu je kar si prej rekel, glede cepina v glavo. Jaz mislim, da je bolj v nevarnosti varovalc, kot sam plezalc. To je sigurno. Ne. Ja. Čas, ki še cepin tu dol pade, ki je lahko. Ja, jaz sem snemal z dronom enega prijatelja v Izevtu in mu sledim z dronom.
In kar nekaj vidim, no, ti pa cepin in vidim cepin ob meni. Tako da je bolj nevarno tisti, ki je od spodku v nekaj na vrh. Ne? Tako da, ja, to ja. Ok, zdaj se pa midva vrneva nazaj, ne, te tvoje začetne dele, ti si že pogruntal, da je to, kot si rekel, strast si imel, znal si tu trenirati, že ne, sploh v fitnessu malo. Ja, recimo, prav glede tega sem videl, da nenamerno sem imel dobro podlago, ker mi je sigurno to pripomoglo k temu dokaj hitremu, bom rekel, izboljšanju. Ne? Ponovim, Miha, in dobro veš, dosti treniram. No. To ja. Pač se ne bom lagal, da sem se zbudil in tako, pač ne, treniram. Tako da nisem noben, bom rekel, fenomen ali to. Ne. In jaz sem prepričan, da če garaš, imaš rezultat. To je to. No, to vemo vsi, ker smo za karkoli se mogli včasih ali pa danes tudi potruditi, ne, za karkoli. Ampak zdaj tvoja specialnost pravzaprav pa to, da si hitro prišel na zelo visoko raven in si začel podeljevati 12-ke, 13-ke, ne, potem so začele 14-ke padati. Vse, da si začel plezati najtežje smeri. Tudi 15-ke in letos 3. maja si tudi 16-ko zlezel. Ampak preden greva na to 16-ko, ne, bi vsem majčkeno v tem obdobju, ko te je to toliko prevzel, ne, malo me zanima, kako si bil motiviran za te najtežje smeri, ker kakor tudi sem jaz zdaj kaj probal, ne, sam vem, tam od 10 naprej ali pa od 11 naprej se začne stvar pač postaja težka. Previsna. Zanimivo. In smeri so v glavnem zelo previsne, če ne povsem v strehi. Kje si sploh dobil to motivacijo, kako te je toliko nakurili in potem kako si začel tudi trenirati, kako si sploh, kakšno strategijo treninga, ne? Ker vse na tem področju ni toliko napisane. Za plezanje morate trenirati tako pa boste tako pa tako. Za športno plezanje je danes veliko literature, veliko se da dobiti na netu, za tole pa ni toliko. V bistvu, kar se tiče treningov, mi je najbolj na začetku, ker sem popolnoma, kot si ti rekel, se dobil v neki dokaj neznani panogi. In mi je najprej na začetku dal začetne nasvete ta Lele in sva se spoznala preko teh socialnih omrežij in tam je malo povedal, kako se trenira, kako ne, ker on je začel tulati in on je večkrat odhajal tudi na treninge v tej privat, kar sem jaz razumel, privat sobi, ker trenira tudi Angelika Reiner. In on je večkrat tudi z njo treniral, tako da on je itak, in tudi on ima velik background športnika, on je bil italijanski prvak v boksu in to, ne? In on mi je dal prve osnutke treningov, ki potem sem čez leta sam se naučil, sam spremenil. Mislim, da je pa najbolj važno in to je vsako leto nekaj novega se naučim, da se spozna samega sebe tudi. Kak tip plezanja ti leži. Recimo, jaz imam to res dobro sposobnost vzdržljivosti. Se upam, sem zelo počasen pri plezanju, upam pa se zelo dobro, recimo, tudi ti dam primer, da visim na eni roki, se spočiti in mal lih toliko, bom rekel, se spočiti, da grem potem naprej. Ne? In se pravi, ko sem ugotovil to mojo močno dobro lastnost, na tej potem treniram. Ja, ampak koliko je bila pa ta lastnost že rezultat nekega predhodnega treninga ali enostavno tvoja predispozicija? Verjetno je to predispozicija, ker pa predhodnega treninga je bilo to, da sem bil sam pri sebi močen, recimo, ne? Ja. Se pravi, ne vem,
zgibi z utežmi in te stvari pač osnovo na moči sem jo že prej imel. Predispozicija vzdržljivosti pa mislim, da je mi to zelo leži. Ne? In vsako leto potem s treningi sem nekaj dodajal, bolj ko se je težavnost večala, sem tudi normalno prilagodil treninge in opazil, da pri tem je neizogibno treba tudi srce trenirati, se pravi vključil tudi aeroben trening 2krat na teden in to ne počasi. To včasih po delu, kar reš na full gas, da ti dobro dvihne srce, pa intervale delam, oziroma ne, trenutno ne, ampak sem delal intervale, da čim boš tudi srce ti dela, da zakaj pač, da imaš čim boljši prehod kisika, da se potem tudi dokaj hitro odpočiješ, ne v smeri, pač vse sem počasi in še dan danes mi je to zelo všeč. Sam na sebi biti, bom rekel, kako se reče, poskusna miška, ali kaj se... Zajček. Ja, zajček. Ja. In tako da, kar se pa tiče potem tudi, mislim, da moji predhodni treningi so tudi mi dosti krat pripomogli k temu, da sem se izognil določenim, poškodbam in takim stvarem. Se pravi, da si dobro ojačen, še predvsem vezi in to, ne. Tako da... Ja, ker ena stvar morava tudi povedati, da ko se s cepini pleza, sploh ko se dela dolge gibe, ne, to so zelo močni navori, zelo močne sile delujejo na mišičevje telesa, pač seveda na zgornji del, predvsem na roke, ne. Sile so enostavno večje. In tudi zato ste draj tulaši, te, ker sploh najtežje smeri plezate, enostavno vas je malo več skrb, ne. Ker je treba enostavno zdržati večje napore, večje sile, ne. In ko že govorijo o tem, kako treniraš, kako gleda recimo trening. Recimo jaz imam... Zatem, ko deva še v kontekst, bova se pol navezala na to tvojo najtežjo smer, ki si jo preplezal, ne, da si bil sposoben preplezati najtežjo smer, kaj si mogel, koliko si mogel trenirati? V bistvu tako, enostavno, kakor mislim, da se tudi v frikanju dela, sem si te gibe doma postavil v sobici. Ne? V bistvu, ne bom rekel zdaj enake, čim bolj podobne gibe. In začne se tako, da se v bistvu viša volumen iz tedna v teden, iz meseca v mesec, in sem pač vedno bolj višal volumen in seveda tudi intenzivnost. Treniral sem zelo preprosto. V bistvu 3krat na teden sem tulal. V skali? 3krat na teden ponavadi, enkrat na teden, če mi rata, kar se tiče službe in kar se tiče drugih obveznosti, predvsem službe, grem v naravo, pač na teren. In tudi v tem je problem, majhen oklepaj, dobiti osebe, ki bi prišle s tabo. Zato pravim, da je Tine odigral in odigra še dan danes za trening zelo važno vlogo, ker je edini, ki je imel tudi strast do tega športa. Je zelo težko dobiti ljudi. Tako da recimo 3krat na teden tulaš, ne? Potem ponedeljek, sreda, nedelja. V ponedeljek je dal v bistvu padlo ponovno tulanje, se pravi, si imel še večjo intenzivnost, 2 dni zapored. Enkrat na teden so bile vaje moči in enkrat na teden je bilo recimo ta aeroben trening, full gas, in enkrat je bilo v bistvu tako lagano, sam z psičko se sprehoditi. In enkrat na teden počitek, prav total rest. In to je bilo, in to se je sam večji volumen, se pravi, če sem prvi treningi so bili, ne vem, 2 kroga, ko sem se čutil, da sem pripravljen, sem en krog z tudi počitki vmes. Počitki, kaj jaz mislim na počitke, da v bistvu
v strehi ti počivaš, ne da se obesiš, ne pač da otrešeš roke. Ko si pa pripravljen, ti isto začetno smer, v kateri si prej počival, narediš brez niti enkrat, da bi roke otresel, 2-3 minute pauze in ponoviš to za 5-krat, 6-krat. Ja. In takrat sem rekel, mogoče je ok, lahko gremo ven probat. Ker samo mogoče, če kdo ni še čisto razumel, ta tvoja sobica, ne? Ja, To pomeni neka soba, kjer imaš ti umetno steno, ja. pravzaprav streho, ne? Streha. Po kateri ti plezaš. Ja. In še to, recimo, sem videl na tej tvoji steni, da ni veliko grifov gor. Tiste, oziroma kar rabiš. hukov, ne? Je zelo malo, ne? Tiste, kar rabiš. Tako pač, tudi da mi ne, veš, zakaj sem to zbral, ker da imaš tiste gibe, ki jih ti uporabljaš, da ne pol slučajno, čeprav si v strehi, ne vem, koliko ti lahko to pomaga, niti da se ne odrineš na enem grifu, da ti je lahko pomoč. Ja, Gladko. ja. Tako da čim bolj, bom rekel, posnemaš, da poslikaš, koliko je pol v naravi. Ajde, koliko zgibov na eni roki narediš? Ne ful. Jaz mislim, da največ jih je bilo 4 in enega za 10 kg. Tako samo to. To ni nič proti hard plezalcem. Ja, zadnjič smo poslušali lahko, ne, ko so Janjo Garnbret vprašali, koliko zgibov naredi, pa rekla, da nič, pa je pol sicer enega naredila. Tako da tudi ful jih to, ne naredijo. Ne. Ja, ok, mislim, zdaj, ok. 4 je že po moje v kategoriji ful. Ne. Ok. Moč treniraš kako? Močno se otočam na, sem si izbral ene vaje, ki sem videl, da so mi te najbolj rekel, prijetne, ma tudi se mi najbolj obrestujejo potem v plezanju. Ja. Pri tuljanju so določeni gibi, ki se jih stalno ponavlja. In se pravi, če potem tudi treniraš moč oziroma vadiš te gibe, ko si potem v sami smeri, ti to ful olajša. Se zgodi, da obvisiš na eni roki in moraš z drugo roko, ki je v nižji poziciji, preprimiti cepin. In se pravi, delajo določeni sklopi v ramenih, ne, ki jih ti izolirano vadiš in potem v smeri to naredi konkretno razliko. Se pravi, delaš doma tudi zelo specifične vaje Specifične vaje, ja, za skupino mišic. rotacijo, tudi za eksplozivne gibe. Take gibe, ki vem, da potem to vedno govorimo na podlagi smeri, ki se hoče preplezati. Ja. Zdaj, za lažje smeri so, bom rekel, dovolj osnovne vaje, tudi kakšni, bom rekel, navadni zgib in to. Ne? Bolj, ko se približaš določeni specifičnemu plezanju, bolj so vaje vedno za, bom rekel, na račun te smeri. Bolj specifični. Bolj specifični, točno to. Tudi z uteži delaš zgibe, plezaš z utežmi? Ja, tudi to, ja. Tudi to in recimo, če so zdaj plezališča, ki nimajo dostopa, se ti sabo v plezališče, ne samo teži, če ne se mi ne da. In tako da si dam, imam eni porabljajo jopiče. Ja. Jaz sem še leta nazaj kupil pač navadni pas, ki ga uporabljajo potopljači. Ja, za okol pasu. Ja, ti ga daš in plezaš smerno. In do koliko daš na se? Pravim že nekaj let, da bom kupil dodatne kile, nisem še, imam samo 5 kilo. Tako da dam 5 kilo, kar dejansko se zdi več, ker te, recimo, ko si v strehi, moraš biti precej napet. Ja. In to cel telo dela. Ne? Ja, in to v pasu te vleče dol, tako da se zdi dokaj tako večno. Ti mal spremeni ta baricenter, ne? Ja, pa tudi mogoče se zdi 5 kil, ko plezaš, da ni tok, ne? V šusu. Se hitro pozna. Ja. Se hitro pozna. Da daš takoj 5 kil na nas, mislim, ta je ta razlika, ne? Ja. Kako pa zdržljivost treniraš? Vzdržljivost je vedno to, da v bistvu so določeni dnevi, ko v bistvu ni važno, koliko krat otresem roko, ko plezam, samo da sem čim dlje časa na stropu. Kaj to pomeni? Do koliko časa si?
kroge delaš po 10 minut, pol ure. Ne, zdaj recimo sem tako v nekem mirnem obdobju in dejansko lahko tudi sam visiš na cepinu. V strehi, seveda, Ja. ne? Brez nog. Noge so na ravni podlagi. Se kaj, se pravi, imaš zataknjen zataknjen cepin in pol cepin, visiš na eni roki, Visiš, se spustiš samo na eno roko, pa preprimeš. preprijemeš, ja. In zdaj delam recimo nedolge 5 minut, minuta pauze, 5 minut, minuta pauze, 5 minut, minuta pauze. Da bi pa kdaj, ne vem, pol ure skup. Ko pridejo treningi, ko manj kroge, brez skrbi. Tudi. Brez skrbi, ja. Koliko pa je recimo maksimalno časa? V tej smeri, v tej 16. Ja, je bilo 1 ura 16. za Ali 17. celo smer. Ja, Ja. ja. No, Je no. bilo. Veš, Miha, kdaj opaziš, da je noro, ko potem priješ dol in vidiš, da si res zmatran. Takrat opaziš, Ja. da je bilo, ko si tam v elementu, jaz v momentu mi je bilo tako všeč, da ne vem. Ja, tole tulanje drugače človeka spije, kot recimo športno plezanje. Tam te bolj pač v podlah ti prste, ajde, v previsih tudi v telo. Prste te precej tudi, tej cepini te precej prste zmatrajo tudi. No, ampak na drugačen način. Na absolutno drugačen način. Žulj in test, tako da moraš na drugačen način ojačiti tudi prstene. Tudi to. Še majhno klepaj, včasih tudi kakšne vaje tudi za prste, vadim, ne. Z razliko, kot recimo plezalci, ne, jaz si dam samo ni prenosni drog, kako se to reče, tisti, Ja, ki se... pač dilce. Ja, ki se ogreješ tudi v naravi, Ja. ne, to, in pač daš kile na to in Držiš na držiš, prstih. vzdigam. Tako. Vzdigam, Ok, ja, razumem, tako, ja. ja, tako, včasih, tako da vedno, ko sem v takem obdobju, ko nimam nekih ciljev, ker ponovim, najboljši trening je plezanje. To je najboljši. To je daleč najboljši dosegane. Tako da ja. Ker kakorkoli, če si še tako močen, če nimaš tudi te osnovne tehnike, ne, Aha. je pač... Ja, to absolutno. In včasih je bolje biti manj močen, ker je dost boljš izpiliš tehniko. Ker če si močen, ajde, itak se bom povlekel ven, ja, lahko en gib, pol te bo preveslej, te bo pokurlo. Ja. Tako da, Nikoli ne moreš toliko nabildati moči, absolutno. kakor lahko za slabo tehniko zasežeš. Absolutno. In to se tudi v pač klasičnem skalnem plezanju, ne, športnem plezanju vidi, ker zlasti fantje prehiter Ja. na velik biceps pa bo. Ne. Ja. Pa se tehnika zanemari, pa se sicer na začetku napreduješ, In pol ti se ustavi. In pol misliš, da boš z dodatnimi zgibi, Točno to. ne, in je izid. Preplezel si v radiju 500 km, recimo, vse drajtulaške lukne, ne, in morda, da ne bi zdaj vse obdelovala, se pa osredotočva na lukno bliz Marmolade v Dolomitih. Daj mi malo povej o tej luknji, pa pol tudi, kaj si tam splezel. V bistvu ta luknja je postala še posebno, bom rekel, tako bolj pomembna, ker jo je na vrtu Tom Ballard, ne? In tam je tudi svoj cajt nastala najtežja smer, 15. In ima v dry toolingu, v tej panogi, ima ta smer res tako pač pomembno vlogo, no, prav zaradi tega. In leta 2018 je Darek Sokolovski, to je izreden drajtulaš, Poljak, tudi na vrt, nastalo je še vmes ogromno drugih variant smeri in tako da, če se prvič prije tja, je malo težko razumeti, kje gre ena smer, kje gre druga, ker je res ogromno enih visečih kompletov. Je dokaj zahtevno plezališče, v smislu začetna smer je 9, potem do 16.
Ko vsako plezališče je potrebno, da se vanj spravimo parkrat, da se prije v ta comfort zone vsakega plezališča, da se dobi malo, tako bom rekel, je drugačen način plezanja, kot recimo v naših domačih plezališčih. In v glavnem leta 2018 je Darek Sokolovski navrtal to najtežjo smer na svetu in jo je potem tudi on prvič ponovil. Do, bom rekel, lani je bila ta smer neponovljena. Jaz sem sam lani, ker sem bil dejansko tudi v neki, sem se mislil, dobri formi, sem s prijatelji, z Markotom in z Mihcem Guna, smo šli še parkrat v Dolomite in sem rekel, dej, provam to smer vsaj za začetek. Miha, jaz ti povem po pravici, 3 gibe v strehi nisem upal narediti. Jaz sem rekel, no pa biti tako velika prelomnica iz 15 na 16, sem rekel, mene je tako mentalno je pobilo. Jaz sem rekel, nimam za burek tle. Neverjetno. Sem rekel, sem šel domov in sem rekel, se lotimo, uživamo zimo. No. Ampak sem imel vedno to, čez celo zimo sem se nekako bal, da bi kje se lahko nehote polomil, ker bi potem ta projekt v bistvu propadel. In sem bil prvekrat tako malo napet, bom rekel, malo sem rekel, moram merkati, da se kje ne polomim, ker imam zdaj ta projekt 16. Ker plezu si, to, čez to zimo si sploh Stina, tam sta veliko miksov lezla. Super. Ja. In sva bila v Konje, sva plezala Jedi Master, potem sva bila še jaz z imeni sem grozen, ta splitsboard, ker sem tudi še majhen naklepaj, sem imel to priložnost, da sva srečala v smeri tudi Luko Lindiča in jaz sem bil zelo ponosen, da sem njega spoznal, oziroma Tinega je že prej, mu je rekel, Lux, a rabimo tam frende? In tako, jaz sem res, ker se zavedam, da nisem nobeden in potem, ko smo se ustavili v kavarni, tam je rekel Luka, se ti si močen ratulaš. Jaz sem rekel, ti povem, jaz sem se počutil res tako v zadregi, malo ben tudi, sem rekel, pizar, Luka, tako pač ve, da tulam, nekdo samo vse da tulam, in mi je bilo zelo, zelo prijetno, poleg tega, da je izreden alpinist, ima tudi oseba, sam pri sebi res zelo preprost fant. Vsekakor, ja. Ja, in tako da smo po zimi tudi plezali in kar ponovim, s Tinatom je vedno zabavno plezati, je, ker pač ve, da ima ogromno izkušenj in te tako spomnim, ko smo šli na prvi moj miks, jaz sem splezal takrat 11 in sem rekel, zdaj sem močen, zdaj to bo letelo, gremo na prvi miks in Tina tako me pogleda, se 11 plezaš, kar pedi. Sem rekel, daj, brez zamere, peti naprej in tam sem videl, da so miksi svet zase. Totalno drugi svet. In potem počasi pač priješ v ta comfort zone, itak so odločne smeri, kjer treba magar vključiti kakšen friend in to, ma so recimo skalnati del je ponavadi navrtan. Ja. Ker se držim vedno tega pravila, da mi je všeč mene, ne vem, če je zdaj pravilen slovenski izraz, garat, mi ni pa toliko še riskirati. Ja. Ker imam prerad to, kar delam in bi rad še nekaj let to delo. Pri miksih, pri kombiniranem plezanju je vse en druga dimenzija. Popolnoma druga dimenzija. No, pa če se vrnem zdaj na to za zimo. Si mikse lezo, ampak si mogel imeti skozi v glavi. To željo. Problem, da je bila neka želja, ker sem ko sem probal recimo 15, jaz sem treniral, na drugem
prvi krog sem šel se ogledati grife, ki je, in v drugem šuzu sem jo preplezal. Pa sem vedel, da na podlagi tega, ker sem treniral, sem to zmožen. Prvih 3krat, ko sem šel v to smer se ogledati, me je vsakič bolj podrlo. Jaz nisem mogel predstavljati, da so to tako težki gibi. In to ne gibi, recimo, včasih dobiš milimeter, da se odrineš na noge. Vsaj v isti pač dobiš gib. Tam je bilo, Miha, bom rekel, da me je nekje, preden sem začel zimo, zelo potrlo. In sem v bistvu izkoristil vse moje, bom rekel, kar sem on razpolagal, se pravi, sem si dal tudi kamero na hrbet in šel od kompleta do kompleta, da sem si snemal, kako gre smer, da sem potem doma ta posnetek, ne vem, kolikokrat Miha ne vem, pogledal in doma to študiral. Potem imam drona, sem dvignil dron in ko je bila enkrat vsa smer v bistvu napeta špaga, da sem imel neko linijo, posnemal z dronom in sem to gledal in doma študiral grife. Zdaj bi lahko kdo rekel, da je že to obsedenost. Ja. In študiral sem preko posnetkov, doma sem si naredil iste gibe in v tem obdobju je odigral tudi zelo važno vlogo prijatelj Luka, ki je tudi zdaj, bom rekel, dokar zagrizen v dry tooling, in z njim sva potem od marca začela, tako bom rekel, sistematično v luknjo. Bila je tudi tam ta čas prijateljica Keti iz Amerike in konec februarja sva začela hoditi v to luknjo. Je bilo, Miha, mraz. Je bilo mraz in tako težke smeri, jaz govorim vedno v mojem primeru, da je 0, -1, je bilo težko stiskati cepine, tako, ker bi jih mogel stiskati. In jaz to nezadovoljstvo oziroma to razočaranje se sam še bolj večalo. Jaz rekel, jaz to smer, ni šans. Rekel, ne vem, če bom to zmožen preplezati. Na delu sem si dopust vzel takrat, ko sem na podlagi treningu mislil, da bom bil v formi. Še zdaj imam en teden, septembra, ker sem mislil, septembra je bil zadnji klic. In jaz hodimo gor, dokler doma so treningi začeli kar konkretno biti pač v redu. In sem rekel, Luka, gremo gor, ker bi rad vsaj prvi del je tak bolj boulder značiljen. Težki gibi, počitka ni, in potem priješ do nekega, bom rekel, kjer se lahko malo odpočiješ in imaš še drugih 30 metrov strehe. In tisti dan, čisto slučajno, so bili tam tudi neki Slovaki, ki sem jih tudi tam spoznal, in to je bilo verjetno zaradi tega, ker sem tisti dan, tisto smer jaz začel brez nobenega pričakovanja. Mentalno sem bil popolnoma umirjen. Sem rekel, dovolj, da pridem čez uni grif, čez ta težek del. Bil sem, ponovim, natreniran, tudi kar se tiče recimo prehrane, sem zadnje med pripravo tudi to, tako bom rekel, dobro planiral. Jaz sem se lotil plezati. Ma verjemi, Miha, brez nobenih pričakovanj. Prvih 13 gibov, je letelo, Miha, res. Jaz sem se čutil v redi in pol sem prišel do ključnega giba, kjer se potem lahko počiva, in sem rekel, če tle upam spraviti ven cepin, pol sem zmagal. Ker mi je 2krat tam ostal zahakljen cepin, ampak si imaš tako odprte roke, da in imaš prej 13 gibov, da je en hip, da zgubiš oprijem na cepin. In ko sem čutil to, da se mi je cepin staknil z iste luknje, jaz sem rekel, ok, zdaj samo umirjeno. In pol je še enih od 5 do 8 težkih gibov v celi smeri, ampak mentalno, Miha, si, ne vem, rekel,
mentalno dobiš moč. Kažeš, ok, zdaj lej, sam počasi. In tudi če bi padel, sem videl prvič nek napredek v tistem trenutku. To je že veliko. In to je že veliko. Mi je že dalo vso dobro voljo, kar sem potreboval. Kar sem pa pol zadnji gib te smeri je res zajeben. Ker je dolg in je zadnji. Ja. In je umetnjak. In tam nimaš recimo ti neke police, da lahko nasloniš malo bolj levo, malo bolj desno, ne, je tista pikca. In moraš tisto pikco zadeti. In če je lama, ne vem, če je špica cepina tako dolga, gre lahko 2 cm noter. Kar bom rekel, je ful, drži, sam lahko tudi, ker se trudim, zgrešiš. In imaš res lusko zadati derezo, ki je lahko kurob tega kozarca, se pravi, to se ti hitro lahko dereza spuzne. In če se ti tam spuzne, jaz sem bil prepričan, da ne zadržim več, da pademo. In ko sem začel, da je šel v luknjo, jaz, Miha, sem bil tako vesel, da sem bil tako zmatan, tudi da nisem upal niti zjad prvi trenutek. Mislim, da te občutke, ki jih probaš po tolkem garanju, usklajevanju vseh enih stvari vsakdanjega življenja, so stvari, ki jih ne upaš kupiti. In zato pravim, da mi všeč moje življenje, ki je bomba, se trudiš in dosežeš, če upaš. Ja, bravo, the best. Mogoče moraš pa vsem povedati, da je to luknja zelo velika, z zelo dolgim stropom, koliko rekel, da je po širini. Tako, po dolžini. Po dolžini, ja. Pravijo, manjih po moje 30 metrov sigurno. 30 metrov? 30 metrov sigurno, če ne več. Ta tvoja smer se imenuje sporedni svet, po slovenskem. Ja, Parallel world. Ja. Ima čez 100 gibov. Ja. Plezel si pa tako, ura 20, koliko si rekel? Smer sem 2krat ponovil in tudi to ti povem vzrok zakaj. Pa si jo še enkrat naprej zlezel? Ja. To je bilo pa mesec kasneje, 1. junij. In ti povem tudi zakaj. Verjemi, Miha, jaz sem bil bolj vznemirjen, ko sem drugič smer plezel. Jaz takrat sem še bolj pripravil, Miha. Mislim, da je takrat bila res moja življenjska forma. Ker v teh stvareh, ki si jih jaz ustvarim, oziroma za katere sem jaz direkt, bom rekel, odgovoren, mi ni všeč biti srečen. V smislu, ko sem plezel smer proti koncu, sem naredil gib, pa sem že čutil, kako se mi odpira roka in sem hitro prijel. In ko plezaš take smeri, jaz sem rad 100%. In sem se še bolj pripravil in sem podaril rekord za 3 minute. 1 ura 17, prej sem minuto 21. Moram povedati, da sem bil še dosti bolj pripravljen. In zdaj lahko povem tako, da pač sem preplezel to smer. Ker še vsako sem, tudi 15, ko sem vedno 2krat, to je moja napaka. To je tvoja fora. Ja, verjetno kakšen problem, tako pa. Ja, to je samo moja stvar. Tako da, ja. In takrat je bil potem, sta bila tudi prijatelj Erik Pavusa, ki tudi on ogromno pleza v hribih, vedno prijatelj Luka in pa še eni prijatelji iz Veneta. In zelo važno tudi pri tem so prijatelji, ki te spremljajo, da imaš potem lahko tudi neko, bom rekel, spomin od tega, neko pričanje, so se tudi fotografine, ki je treba tudi za tem je neka določena angažiranost, ne samo sam materijala, ampak prav tudi plezanja po vrvih, prej nastaviti vrv. In v tem primeru imam 2, ki sta poleg odlična fotografa, tudi prijatelja, se pravi, ne glede na to, kaj opravlja, je Dambriški iz Ljubljane in en Italijan Luka iz Veneta. Oba sta
bomo rekel, tako sobata z alpinizmom in s plezanjem. Nekaj malega, to je tako s tulanjem, ne. Pač vejo, kaj, mislim, zelo lažje je dobiti, bom rekel, dober material, če to slika, snema eden, ki se s tem ubada, kakor eden, ki je izven. No, seveda. Izven Bolj tega. razume, sem tudi To. bolj ve, kaj loviti in tako. Točno to. Mogoče še povejva to, da to je bila tretja ponovitev. To je bila tretja ponovitev. In četrta. Tretja. Tretja in četrta, ja, nekako. Daj mi povej, koliko tako težkih smeri na svetu sploh je. To sva že prej rekla, to je ocena D16. D16. A je to najtežja smer na svetu? Trenutno je najtežja smer, ker v bistvu, da je smer potrjena, jo morajo preplezati pač jo morajo vsaj ponoviti, pač ti lahko predlagaš eno ceno in obstaja, kar jaz vem, obstajata še dve, se pravi v Belunu je ena druga 16 oziroma naj bi nastala na 16+, ampak nima ponovitev, in v Ameriki, ki tudi nima ponovitev, staja Giant Storm. To v bistvu še 3. Zdaj, kar se tiče te, ki je v Belunu, je tako. Ta smer je bila tako narejena, oziroma tako navrtana, recimo, da jo v mojem stilu je lahko težje splezati ali pa ne, nimam pojma. Problem je, Miha, da mi lokacija me ne preteguje, ker je ta smer. In tako da... V luknji, kjer si treba ščelko plezati. Ja, in mi, tako bom rekel, tudi na to, da je relativno blizu, ne, imam koliko, 1,5 ure, nimam takega zanimanja, da bi hodil tja v tisto, pač, da ima tudi ambient malo privlačen. Pa sej to je, to se mi zdi, vsi poznamo, ne? Kakšne smeri te pritegnejo zaradi cene, mogoče, kakšne zaradi slovesa, kakšne zaradi točno to. lepote stene. Nekaj moraš čutiti, da imaš pol to svojo energijo. Absolutno. Noter daješ, ne? Če tako rečemo. Brez skrbi. Je škoda, ker je recimo ena lepa jama, ta Katarina zdaj zaprta, ker tam je bila tudi, mislim, da zgodovinsko bi bila kakor ta v Tomorrow's Worldu, ne. Vedno se nanašam na to, da je nastala, oziroma na vrtu je eden, ki je potem postal nek, bom rekel, ikona v tem športu, ker Bubu je ikona, ne. Tako da škoda, da že je malo plezališč in še tista, ki bi lahko bila, potem so bila v bistvu zaprta, no, v takem smislu. Ja, pač to pa je klasična problematika plezališč nasploh. Omenil si v svojem stilu. Pri dry toolingu se pleza v skali v 2 stilih. Oboje je prosto, seveda, ta logika je enaka, ampak da mi razloži ta 2 stila. V bistvu... Pa zakaj imaš rajš, zakaj plezaš v enem, ne v drugem? To je popolnoma subjektivno. Jaz sem vedno občudoval Jeff Mercija, Gaetana Raimond in nasploh te Francoze, kako visijo na roki, in mene je, Miha, to bilo všeč. Ne vem, zakaj, Miha, jaz sem rekel, tako bom tudi jaz plezal. V bistvu DTS je v bistvu enako, kot plezaš pri tradicionalnem plezanju, se pravi, uporabljaš noge in roke, s tem, da v bistvu se napreduješ pač na navaden način. Kar se pa tiče drugega stila, se pravi 4 in 9, je stil, ki, bom rekel, pretežno izhaja iz tekmovanj. Ma to iz preprostega vidika, ker so tekmovanja na čas. In če boš ti plezal tradicionalno, ja, pol buža ne tekmuješ, ker ne boš nikamor prišel. Kot v sami specializaciji dry toolinga, se pravi tekmovanja, plezanje na skali, miksi, se tudi v teh 2 stilih je treba specializirati in na ta račun trenirati. Ker če ti nisi navajen pleza 4 in 9, ne boš nikamor šel. Moraš biti navajen si podati štrik, moraš biti navajen
si praviloma tudi ojačiti zapestje, moraš biti navajen, kako sam cepin prijetu pod prijemu, praviloma dati nogo, moraš trenirati na ta način. Če tekmuješ, jaz bom rekel, obvezno, da to treniraš. Ja, se ne da. Se ne da drugače. Ker ne gre samo tudi zaradi brzine, ampak gre, ker so tudi za tukaj stabilnosti. tako slabi, ne, Absolutno. lahko razložiš, kaj pomeni 4-9, ne, ampak če z nogo ne stabiliziraš, ti bo odletel ven, ker je gib dolg in se ga ne da, recimo, ker je tako narejen praktično. Je tako narejeno in se ne da. Recimo zdaj, mora biti, za moje pojem, biti res full korajžen, da na miksu, ko priješ v let, narediš 4 ali 9. To mora biti full korajžen. Mislim, je kar tako ustrahljivo, da boš naredil 4 in šel gor. Ne? Čeprav sem videl že, tako da vsaka čast. Ne? Ponovim, ko sem se lotil, mene posnetke tih moram poslati. Ko sem se lotil prvič treturing, na tem hlodu, v visečem hlodu v vrtu sem treniral prav 4 in 9. In ponovim, če nisi ti navajen plezati in si podaješ štrika, jaz sem enkrat se tako zamotal štrikom, da nisem vedel, sploh ni tekel več štrik ven. In ponovim, mene subjektivno je bilo bolj všeč to, mi prije tudi bolj upoštev, če se gre na kakšne mikse in zato treniram to. Ampak odvisno vse od vsega, kateri je tvoj cilj. Ja. Če so cilj tekmovanja, potem ni šans, moraš tako trenirati. In je to neizogibno. Što poveva, ne, se pravi stil, če tako rečem, 1 DTS, dry tooling style, ne? Ja. Ali pa 4-9, ne, pač te figure 4-9, ki so pravzaprav iz športnega plezanja, ne, ta Janiro, ne, ko se tudi reče, ko ti držiš z eno roko grif, v primeru tebe, dry toolinga, cepin, ne, in potem vržeš levo ali pa desno nogo čez, ne. Če je kontra, je 4, če je ista stran telesa, je 9, ne, tako napreduješ. Mogoče se mi zdi pri tem zaumeniti samo to, da je pomembno, da je prav sploh pri teh najtežjih smereh, ne, da se pove, kakšen stilu si splezal. Ja, ker so določene razlike, ne, ker prej si omenil, da si recimo pri nekih dolgih gibih si imel težavo izpet cepin, ne, ali pa včasih, če s 4 plezaš, se mogoče lahko z nogo odrineš, pa je malo lažje prideti, ne. Lih to, mislim, da to so, bom rekel, težave, ki jih lahko srečamo tudi v navadnem športnem plezanju. Se pravi, jaz bom lahko se odrinil z nogo nekje drugje, ker se odrineš ti. To sam po sebi že zaradi najne razlike v višini. Recimo, v tem drugem stilu, ki je nasproten mojemu, je prav to, da manj iščeš, kam boš položil noge. Ne? In tudi, recimo, tenzija v predelu tega kora, trebušnih mišic je ful manjša. Ampak ne zato je to, bom rekel, laže, ker če ti, ponovim, če nisi natreniran in nimaš natreniranih rok, ja, ne bo šlo to. Je pa res, da sem imel možnost, recimo, videti shemo Kevina, ki je preplezal to Align Above the Sky, to je 15, vedno v tem plezališču Fedaje. Ne? In potem sem vprašal, če mi lahko pošlje skico, ne? In mi je poslal to skico in jaz vidim LR, 1, 2, nisem razumel nič. Leva roka, desna roka, 1, 2 so pozicija na cepinu. Sprašal, jaz sem plezal ponoma drugo. Ne? Ampak, če ti bi plezal 4, bi točno vedel, kje primt ena roka, druga. Ta dva stila različna. Meni je malo bolj všeč, ker ta je lahko malo bolj raznolik. V smislu noge, roke, ne? Ampak ponovim, jaz čisto subjektivno. Splezal si torej 16, težjega morda ali pa celo zagotovo trenutno ni.
Kakšen izziv si zdaj ti še najdeš? A si boš mogel narediti svojo smer, najdeti novo luknjo, Jaz upam, nov strop, da bo si ratalo kaj naborat smer. takega. Ja. Upamo, da bo ratalo kaj takega. Želja je ta, da bi naredila kaj skupaj s Tinetom, ne? Tako, ker mislim, da ima voljo in tudi, ponovim, smisel za te stvari, ne? Tako da upam, da bom skupaj z njim kaj novega naredil. So že tudi eni drugi projekti, ampak tako zaradi vraževernosti ne bom nič rekel. No, ne, seveda. Tako ne bo prašlo nesrečo. Tako, ja, sigurno. Želja je, no. V tem ni dvoma. A si kdaj razmišljal tudi, da bi poskusil kaj tekmovati? Miha, ti povem po pravici, da občasno sem imel to željo, še predvsem, ker me prijatelj Dan pokliče večkrat v Ljubljano in potle v Domžalah jestena, prijemo tako malo potrenirati, ampak trenutno me izziv in tudi veselje, da bi še kaj v naravi preplezel, je malo večja. Ja. Mi je pač to res zelo všeč. Plus to, kar si že rekel, pa kar tako vemo, da sta to ne druga športa, ampak specifike so tako različne, da če bi šel tudi zdaj ti v tekmovanje, bi spet rabo kar nekaj časa, da bi osvojil to absolutno, ja. Bi tudi steno doma bi mogel spremeniti. Ja, čisti. Druga se trenira. Drugačnih huk. Stropu ne rabiš. Huke, tiste, ki imam zdaj, ne pridejo v poštev. So popolnoma drugi huki. Mi je dal prijatelj Benjo ene huke, homemade huke iz vijakov in to so prav taki tekmovalni, kot so tle v Domžalah. Ampak spet, če se navežem, če si zdaj malo živim, nekdo, ki je preplezel tako težko smer, ne bo rekel, zdaj sem pa na vrhu, ne, v vrhu piramide, zdaj ne rabim nič več. Imaš še motivacijo še za kaj? Probaš še kaj težjega? Ti povem, da zdaj zadnje čase je bila ta, ne bom rekel slaba volja, ampak jaz sem tako vesel, ko imaš nek cilj, ko imaš se pripravljaš za. Ja. In sem rekel, jaz moram imeti nek cilj. Se zbudiš zjutraj, da rečeš, ok, zdaj grem v službo, opravim službo, že ko si v službi, ok, pol bom treniral. In to, ali pa imaš nek cilj. Tako da absolutno motivacija je in je treba sam uskladiti še neke zadnje stvari, absolutno. Ponovim, da ta 16 ni bila nek cilj, je bil nek začetek za se še sam sebe s čim bolj izboljšati. Bila pač, jaz vidim to kot nek začetek, še posebno za dry tooling, ker je res še nerazvita panoga in imamo malo nasploh tudi, dam primer prijatelja Gregorja, ki športno tekmuje. Če on ne bi imel doma stene, kje bi lahko treniral? Ja, to je klasičen problem. V Sloveniji pa nasploh. Ne, ni to problem samo v Sloveniji. To je nasploh. Tako da, če se lahko pripomore k temu, jaz lahko meni všeč pač na skali, nasploh, da se malo ta šport razvije, jaz sem zelo vesel to. Jasno je, da ta šport ne more nikoli doseči razsežnosti športnega ali pa balvanskega plezanja, ne? Se mi pa zdi, ko tole predvsem pač slovensko sceno spremljam, alpinistično, ne, pa tudi, ko imamo pogleda v neko tole skalno, športno plezalno sceno, zlasti iz tega bazena alpinizma zelo veliko ljudi hodi vsaj malo tulati, ne.
se ustavlja tam pol, pa tam 7, 8, 9 do 10, že zelo redko kdo. Ampak tudi opažam, da se število plezališč veča. A ne? In se mi zdi, da če bi bilo tudi več umetnih sten, kjer bi se dal vsaj malo trenirati, vsaj v nekih kvazi boulderc za tular, Ja. da bi se s tem tudi več ljudi ukvarjali. Mislim, da ja, in tako ti bom povedal še eno stvar, da verjetno v planu je zdaj bo v bližnji prihodnosti tudi v mojih krajih nastala ena druga plezalna stena v Italiji in upam, držim pesti, da bo v tej dvorani bil lahko en majhen plac posvečen za dry tooling. In to za mene je ogromno velik korak. Ja, tako da ni treba dost, ker tudi dost ljudi ne pleza, ampak da lahko vsaj probaš, če ti je všeč ali pa ne. Kaj pa misliš v tem svetu najtežjih smeri, torej to, kar ti plezeš, od 13 naprej gor, recimo, do 16. Kam gre lahko tukaj razvoj v prihodnje? Ja, kakor v plezanju, v nore smeri. Nore smeri, problem je, mislim, da največji problem prav v lokacijah, kjer se te velike strehe lahko dobi. Jaz sem prepričan, da bo to sigurno še se kar konkretno v naslednjih letih razvilo. Mislim, da je pa največji, bom rekel, ne problem, največja težava je v tem, da je treba tudi dosti cajta zgubljati in iskati te luknje, lokacije. In ne sam na sebi problem, tudi pol opremiti smeri. In že ljudi, ki tule je malo, tistih, ki opremlja, jih je še manj. Ja. Tako da je bolj ta, recimo, težavnost, ampak ponovim, izziv je tudi ta, da dobiš prostor, da opremiš in da narediš nekaj, pač pripomoreš k razvoju tega športa, po mojem. Ja, in skupnosti nasploh. In skupnosti, absolutno nasploh. Kaj bi pa rekel nekomu, ki je tudi probal že mogoče, verjetno je izhajal iz alpinizma, ker je pač tam prišel v stik s stepeni, z derezami in tako, ima znanje pač varovanja recimo športnega plezanja, ki je pač skoraj identično, z nekaj prilagoditvami, kot sva jih tudi že omenila, in ga mačkam prsti srbijo in bi rad malo tulal. Zdaj pa nima ljudi ali pa kakorkoli, skratka, kaj bi ti rekel, kako naj se en tak še na nekem začetku loti? Ja, recimo, najbolj važen predpogoj, da ima vsaj enega, da greste skupaj, Tako pač na začetku imamo veliko teh začetnih plezališč in tudi izredno lepa, kakor si prej omenil, te, ki je vili opremo, in mislim, da s temi lahkimi, bom rekel lahkimi, s temi smermi, ki so, bom rekel, nižjih ocen, bo verjetno mu veliko bolj pripomoglo k temu, da bo lahko pol to apliciral za alpinizem, kakor težke smeri. To nima smisla. Od 10 naprej, bom rekel, ti bo bolj težko prišlo za alpinizem. In pač, če mu je res to všeč, ja, potem v bistvu zdaj vsi nimajo možnosti, da imajo doma lahko stene, jaz to vem. In s tem spet priješ na to, da pomanjkajo strukture. Ker če ti verjetno greš v PCL cepini, ja, te spodijo preden vstopiš, tako da ni lih najboljš. Obstajajo pa kakšne vaje, ki so dobro, malo posnemajo bolj te gibe oziroma to fizičnost, ki imaš pri dry toolingu. V PCL, če se ne motim, so one palčke, da daš, vtikaš noter. Reš tja in to furar gor in dol brez pauz. In vedno seveda to potem povezati, da greš tudi ven plezati. To absolutno. No, sej človeška narava, oziroma človeški intelekt plezalcev, konkretno dry toolašov me mnogokrat
preseneča, koliko ene iznajdljivosti je, ne? Ravno pri tem, kako trenirati. Ker čim hočeš malo težje smeri, je treba pač začeti malo specifično trenirati. Sej nikaj, ne? To je jasno. In potem, ko vidiš po slikah ali si pri komu doma, kaj imajo vse na hodniku, v sobi, na podstrehi, vzad za bajto, v drvarnici, v garaži, hlode, mini stence, kjer se da neke nemogoče, ne vem, cele kroge delati, pa saj določene specifične gibe delati, ne? Na začetku. Je z malo kreativnosti, pa z veliko želje se da marsikaj narediti, ne? Absolutno. Jaz sem recimo izkoristil kakšen trenutek, tudi ko sem je kuhal riž doma, sem mislil, to prej sem začel obnavljati hiše, ne, bila, prej si prišel kuhniti tako bok od vrat, ne, in star okvir vrat, ne, in tam čakam, da se mi tle kuha pasta, ne, si dam malo na uro štoparco in nastavim cepin in visim, ne. In sem trenutko mi prije sosed na okno reče, Filip, lahko priješ prosim ven, čakaj samo še 5 sekund, ok, pač izkoristi vsak trenutek, da malo narediš ali pa povežeš navadne lojtre, tiste za orodno telovadbo, tako, da so malo usporedne, po tistim laufaš gor in dol. Izgovoru, da nimaš placa včasih je res, ampak če imaš voljo, dobiš. Ja. Dobiš. To je, jaz sem imel eno skalo nad hišo, staro skalo, in sem si tam naredil celo progo. In tam krožil in ni bilo nobenega previsa, glih malo previsa bilo in tam krožil. Pol sem nek tram, povezal sem nek, tako bom rekel, krožno uno, sem našponil uno kozacerade za kamione, ne, od ene skale do druge, tam sem dal ene količke, spravi tam sem šel po količkih, prišel na usporedno skalo, potem hodil nazaj, ker je bila malo bolj naklona in se naredi, vsega se naredi. Tisti, ki te gleda od zunaj, verjetno ima kakšen dvom, če si ti normalen, to ni moj problem. Ja, tako da ja. Ja, to mi je res fajn, ta tvoja strast do tega, ker mnogi včasih se mi zdi ne, ampak potem, ko pa je treba začeti delati, ne, in rezultat ni tak, ne. Pride čez čas, ne. Čeprav ti si relativno hitro prišel od nekega začetnika bom rekel, špico. Ja, ti ponovim, po moje, to je res bilo, jaz se zdaj res ne spomnim, kolikokrat sem jaz hodil gor v Trento. Mislim, da najtežja smer mene, Miha, je bila 11 v Trenti od Tineta. Za tisto smer jaz sem porabil ne vem koliko časa. Zato, ker sem iz 9 pol šel kar sem velik korak naredil glede na moje sposobnosti. Ja. In tisto je bilo verjetno, in po tisti je bilo prišlo neko nenormalno veselje, ker tam sem začel imeti tisti občutek strehe. Rekel, ne, čakaj, tudi jaz zdaj visim v strehi, to je bilo neverjetno, ne. Za tisto smer sem res potreboval dosti časa in to, da sem hodil ven, je bilo v bistvu bistveno. Eno stvar sem te prej hotel vprašati, pa te zdajle, in sicer rekel si, da zlasti, ko res intenzivno treniraš, pa pol pred smermi, imaš tudi nek specifičen prehranski režim. Ja, recimo kaj to pomeni? V bistvu tako, da v bistvu naše telo je nek motor, no, bom rekel tako. Recimo, preden sem to 16 preplezel, ne, preden sem se odpravil, sem bil, ko sem rekel, precej pozoren tudi na prehrano, se pravi, dovolj dnevnega vnosa beljakovin. Zdaj se ne bom spuščal v neke tako specifične bom rekel, mere prehrane, ampak gledal sem, da sem prišel v smer, oziroma dan preden sem to preplezel, v čim boljši v bistvu formi, se pravi
največjo moč v najlažji teži. To itak. In naredi razliko, ker se držiš opaziš veliko razliko tudi v vzdržljivosti. Ne. Seveda je ta forma, Miha, bom rekel, kratko obstoječa. To je jasno. Ne. To ne boš bil cel leto v taki formi. Prvič, ker nisem profesionalen športnik in imam tudi vsakdanje obveze, ma tudi, ker za samo telo recimo ni zdravo, da je stalno pod tako velikim stresom in treningov in prehrane in vsega. Ne. Pa še glava. In absolutno, Miha, glava. Glava dela 3/4. Glava je izredno važna. Sam ponovim, ko si motiviran, ko imaš nek jasen cilj, jaz povem recimo zame, mi ni problem ne biti na prehrano pozoren, ne za treninge in ne za karkoli. Jaz, ko prijem nazaj na poklic, ko sem preplezel 16, mi lahko prijem na poklicu kdorkoli mi zateži. Ni problema, uredimo vse. Si dobre volje. Tako da, Ja, sej. Tako da, ja. Ljudje vedno rabimo nekaj, da nas napolni. Ne? Ja. Nekaj dobrega, pravega. Ne? In stvari, ki jih naredimo, kjer se izkažemo, kjer dobimo neke zdrave doze hormonov in vsega, neke izpolnitve notranje predvsem. Ne? Te stvari nas filajo. Ne? Absolutno. In tebe očitno fila dry tooling. Ja, veš kaj, Miha, še posebno sem opazil, da sem preko recimo tega športa spoznal ogromno ljudi. In res lepih ljudi. Z določenimi se tudi prijedo kakšne debate, ima normalno. Sam sem opazil tako čez leta, da so tudi tako iskreni, vprašaš eno stvar ne uslugo, prav kakšen nasvet, so vedno pripravljeni ti dati kakšen nasvet in to res vsi, spoznal sem Špance, Francoze, Američane in vsi imaš neko skupno veselje in je to. In to mi je bilo izredno lepo. Res, še verjetno na koncu, ne, tudi jaz bom star in to, kar ti bo ostalo, bojo spomini, ne, in osebe, s katerim te spominja potem tudi deliti. Ne. Spomniš, ko smo bili tam, ko smo šli, to je, ta skupnost mi je všečno. Mi je zelo prijeten del tudi tega športa. Vsekakor. Deliti najlepše trenutke svoje, ne, je najlepš, ko jih ravno deliš. Ne. Ja. Filip, vidim, da pa se te poznam, ne, pa vem, da če komu energije ne manjka in s to tvojo energijo ti zagotovo te ne bo zmanjkalo, tudi v skupnosti, ne, v smislu tega, da je potencial še velik, ne, od tega, da bi lahko kakšne stene gradili in je tudi to lahko nek angažma do novih plezališč, do tudi najtežjih smeri, ne. Če pustimo zdaj tekmovalni del malo ob stran. Skratka, možnost za neko to rast v tej skupnosti kolektivno in posamezno je ogromno, ne. Ti si zagotovo velik del te scene, ne. Sploh kot bom rekel, nek vodilni plezalec. Imaš tudi še dodatno težo v tej skupnosti, ne. To tako je, ne. Vidiš, ta stvar me tako malo spravlja v zadrego, ne, ker sem lahko preplezel nekaj težkega, sem tako, verjetno nisem navajen tega in me vedno pohvale malo spravijo v zadrego, ne vem zakaj, tako pač. Včasih so rekli, da je skromnost lepa čednost, čeprav mislim, da na tem športnem področju ne rabiš biti skromen, ne. In tudi
težo, ki ti jo morda pripisujem, ali pa ti jo celotna skupnost, ni v tem, da si zdaj ti na neki človeški ravni kaj več ali manj ali kakorkoli. Ampak na tej športni pa, ne, ker se veš, nekdo, ki ne pleza na določeni ravni, na tako težki, ki ti ne more razumeti določenih stvari. In ta dodana vrednost, ki jo ti imaš, ne, ima zelo malo ljudi, ne. Saj v Sloveniji poznamo že od Kresala, Miškoviča, Anderle, Premrl, Svoljšak, ne, tudi Tine, recimo, pa punca Maja, ne, ki pleza težje smeri. In zdaj ti, ne, pač plezate ste že nekaj desetletij, ne, plezali najtežje smeri, ne. Ampak vedno se mi zdi, da tisti, ki pač so nekje v špici določene aktivnosti, imajo potem tudi v smislu nekega razumevanja določene aktivnosti pač nekaj več, ne. In v tem smislu je ta večja teža, ne. Razumem. Ko pa greva tamle Frnikolace, ne, se malo hecam, sva pa midva še vedno čisto isti, ne. Absolutno. Te mogoče celo premaga. Absolutno. Kaj ti ta šport zares pomeni? Ta aktivnost? Veš kaj je, Miha, prvič, zdaj bom rekel, tako neki ne za ošabnost, ali da se kaj važiš, prvič v življenju sem dober v eni stvari, tako res. In zato mi je dalo in upam, da mi bo dalo veliko zadoščenja, no, to. Pač mi je bil ves trud in vem, da mi bo ves trud poplačan. In mi je všeč, pač sprosti, ne vem, je tvoja oaza, ne? Moja soba, ker treniram, ne? Ker pač čez teden zaradi službe nimaš časa, da bi lahko šel kam v plezališče, je tisti trenutek, ki sklopiš vse, ne? Se pol priješ spet v realnost, ne? Sam tista ura in pol si v tvoji oazi. In tam se počutim v redu. Odklopiš vse stvari, vse, bom rekel, misli, moram to narediti, ne, zdaj si tle in to treniraš. In zadoščenje, ki dobiš v tem, so ene stvari, ki se ne da kupiti. In to so te občutki. In meni te občutke daje, recimo, da je tooling, ne. Je super. Pač res všečno. Na nek način je to tudi nek privilegij, da človek se nekje najde, ne? Da najde neko tako stvar, ki ga lahko tako izpolni, ne? Absolutno. Imeti nek potencial, ga najdeti in potem izraziti, kakršenkoli že, ne? Ni nepomembno, oziroma celo bi si upal reči, da je pomembno. Dajmo reči, da tudi jaz bi lahko včasih dobil kakšen izgovor, ne, veš, zdaj moram iti delati, ne, veš, zdaj moram iti to. Je lažje dobiti izgovore, ko v bistvu uresničiti ene pač dostikrat bi jaz lahko recimo dobil izgovor, ne, danes ne upam trenirati, ne, zdaj je pa prepozno, mi je pa toliko všeč in se toliko dobro počutim, da mi v vseh teh letih res redko kdaj mi je bilo težko delati to, kar delam. Težko mi je bilo lahko, ker sem bil res utrujen, spiš malo in to, ponovim, ne vidim to kot neko težo, kot neko sprostitev. In mi je to res všeč, ne, tako da tudi, recimo, kogarkoli vidim, ki ima neko zanimanje ali ga vsaj tako matra, da bi probal, jaz sem zelo vesel. In dosti fantov vidim, ki cilja res na moč, ne, tam urije celo skalo ven, ne, brez smisla, ne, in mi je všeč tudi, da kakšen recimo ti lahko zaupa, daš kakšne nasvete, hodiš plezati z njim, ne, in vse to v primerjavi s plezanjem je seveda v veliko manjši meri. Če dobiš 2 osebi, s katerimi lahko redno hodiš, je to ogromno.
Zato pravim, da se bi bilo ne cilj, želja. Želja je to, da se bi malo bolj razvilo, od struktur do pač vsega, ampak zato smo, mislim, v prvi vrsti odgovorni mi. Ne? In se treba tle potruditi. Pa angažirati. Angažirati. Eni pravijo, izgublja časa. V meni stvari se ne izgublja čas. Ja, če je taka proaktivna in tako, potem zagotovo ne. Filip, izzivov vem, da ne bo manjkalo. Pazi, da se ne boš poškodoval, ne? Ne, ker so drugi novi projekti v zadju. No, Tako da upam, da ne. No. Upam, da ne. Ful hvala, ker si prišel Hvala iz tebi. daljne Gorice v Ljubljano. Si vzel čas in nas malo popeljal v svet netopirjev, ne? Svet previsov in streh. Pa čez čas pridi spet v goste, Absolutno. pa se slejke prej nekje vidva, ne? Mislim prav, da se bomo prej kje videli. Hvala. Hvala tebi.